založbo Primos in fakulteto za turizem Brežice. Tudi današnja gostja je posredno povezana z Brežicami. Z nami je gospa Andreja Škrabec, ustvarjalka mnogih interesov, ljubiteljica narave in zagovornica ohranjanja kulturne dediščine. Dobrodošli pri nas. Gospa Škrabec, poleg prej naštetega ste tudi avtorica knjige Fižol, na žlico, v solati, kot glavna jed in kot sladica. Ob fižolu in inovativnih receptih za pripravo jedi iz njega je v knjigi predstavljena tudi lokalna skupnost Hrovača pri Livici. Knjigo oživlja spomin na lokalne modrosti in jezik, zlasti na ribiško narečje. Slednje je obeleženo z zanimivimi reki in gotovo bomo katerega izmed njih slišali v prihodnji uri. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Najprej lep prisrčen pozdrav v publiki, dobrodošli na tem večeru. Upam, da vam bom povedala kaj zanimivega, kaj zabavnega in da boste preživeli en lep večer z mano in seveda skupaj s Fižolom. Ja, danes smo tukaj zaradi knjige Fižol. Pa bom najprej povedala, kako je prišla sploh ideja oziroma kje sem se jaz našla s tem Fižolom in zakaj je ta knjiga sploh nastala. Ko sem se jaz poročila, oziroma ko me je mož zaprosil za roko, sem mu lepo povedala, da jaz kuhati ne znam, da to je edina stvar, ki jo pa res nikoli v življenju ne bom počela. No, je rekel, noben problem ni ga bo odzuni jedla. Super. Ja, pa so prišli smo otroc, ne, tak bil prvi sin. In sem jaz hitro ugotovila, da to pa ne bo šlo in da bo treba kuhati. No in tako sem jaz začela kuhati in s časoma v bistvu zelo vzljubila kuhanje. Najverjetneje zato, ker me mož nikoli ni pograjal. Karkoli sem že skuhala ali pa naredila, je rekel, veš kaj se nekako slabo, mogoče mama zapečeš drugič ali pa mama soliš in to je do tiskre mene navdaj z neko pozitivo, ne, se veste, če nekdo vas spodbudi, reče, lej, se to pa ni bilo tako grozno, imaš voljo biti boljši, se je spopolnjevati. Tako da jaz sem se prav začela kuhati tam nekaj leta 94 šele prej, nisem niti do številnika prišla, ker je bila pri nas kar velik interes za kuhanje doma, tako da sem da bolj samo degustator. In leta 2002, ker sem se mi, da sem potem živela v Ribnici, v Hrovači, drugače je prihajam z Ljubljane, smo ustanovili vaško etnološko-turistično društvo. Naše društvo se posveča predvsem ohranjanju tradicije. Še vedno imamo 3 svete kralje, še vedno se pravi koledovanje, potem imamo pusta, potem imamo Božič, pa Miklavža in vse te zadeve. Ampak s tem nismo bili zadovoljni, smo rekli, mi moramo narediti še nekaj, kar bo samo naše, čist drugače. In ker v Ribnici obstaja Fižol Ribničan in je samo naš in je drugačen, smo prišli na idejo, kaj bo, če bi mi naredili Fižolov dan. Po vzoru se veste, krompirjevih dnevov, pa dnevi kakijev in tako naprej, smo se pa mi zmislili, da bomo imeli v Fižolov dan. Super, vsi navdušeni, pa pride okrožnica, okrog, da ne bi vsaka hiša naredila eno Fižolovi. Ja, pa se pa že zanimljiv. Ja, kaj bom pa zdaj jaz, ker sploh še vešča kuhanja nisem bila, in kaj ne zdaj jaz se grem eno čorbo kuhati ali pa ričet ali pa kak, jaz vem kaj, ko tam ženske to že celo svoje življenje delajo, se ga to ne bo šlo, ne, to ni nič. In jaz se tega projekta lotam tako zelo resno in začnem iskati kuhati, kaj bi jaz našla, da bi bilo drugače, da ni tako, ker že vsi to znajo. In jaz grem da, pa če veste, naredila Fižolovo torto. In sem si mislila, vse, če naredim torto, se vsem kašna bo. Tako je Šamberg in me ne bo mogel kritizirati. Vse se kako je, če prvič, lahko sem reče, da mi všeč, ampak bi ona boljšo naredila. No in tako sta naredila prvi 2 Fižolovi torti, danega leta 2002. Ampak ljudje so bili navdušeni.
tam čistalka na srce nista lepo pet kaj. Bila je presladka, preniska, nič ni tega štiman, ampak bil je pa zametek te torte, po kateri sem jaz danes nekako prepoznala. In vsako leto sem izboljšvala ta recept do nekega recepta, za katerega danes rečem, da kakorkoli jo daš v pečico boratela, nekako tako, ne? Se pravi, ni bat, da bi dol padla, ni bat, da bi, ne vem, enostavno ta recept, po domače povedan, štima. In za zadnji fižolov dan, ki smo ga imeli leta 2015, sem jih spekla 24. V enem dnevu. To je bilo kar tekoči trag doma. Ampak potem, ko vladaš recimo nek recept in to tudi ni tako težko, pa boste bolj tudi sami lahko videli, da ni tako komplicirano, kar se sliši. No in ko so pa s to torto že bila prepoznana, so me začeli ljudje spodbujati, pa kaj če bi pa tisto torto kaj več naredila, zakaj moramo samo enkrat na leto jesti? Ker jaz, če čisto povem, zelo rada pripravljam slane jedi, ne sladke. Tudi raje bistveno raje jem slane jedi kot sladke, ampak torta je pa pač ta, ki je padla noter. In jaz sem prišla na idejo, da naredim kuharico fižolovih jedi. Povem, to idejo doma, vsi navdušeni, super, no in vesela je postala dejanja, tako da pred vami je zdaj ta knjiga fižolovih jedi. K sodelovanju sem povabila seveda tudi prepoznavno Valentino Smejnovak, ki je imela že kar nekaj kilometrine pri pripravi kuharic, tako da mi je dosti stališča lažje. Povedala mi je nekaj nasvetov, takšnih, ki so zelo uporabni. Predvsem pa sem stremela v tej kuharici to, da so recepti napisani tako, da jih lahko upošteva vsak, tudi takšen sem bila jaz, ker nisem čisto znala kuhati. V tej knjigi sem predstavila tudi 18 sort fižola. Zdaj poudarjam sort, pa bom šla zdaj en korak nazaj. Se pravi, fižol najverjetno si veste, izvira iz Srednje Amerike, čeprav vsi mislimo, da bolj iz Južne, ampak cela Amerika je nekako domovina fižola, tako kot koruze, krompirja in podobnih zadev. In k nam je prišel prvi fižol s Krištofom Kolumbom, tako kot vse ostale stročnice in te govornice posebej. In tako se je fižol prvič v bistvu pojavljal, sledevala zoripisu o njemu, da malo to nekaj, kar se nekaj uspenja in tako naprej. Ne? In so se šele spoznali s fižolom. In zaradi različnih klim, ki jih imamo tudi v Sloveniji, ne glede na to majhno Slovenijo precej, so se ti fižoli različno razvijali. In eden od teh je tudi Ribničan, ki je bil zelo specifičen za naše okolje, Ribniško dolino, da boste lahko potem tudi videli, kako izgleda, kaj je drugače in tudi neke specifike. No pa da spet povem, se pravi, v Ameriki obstaja 70 vrst fižola. Od tega je samo 5 kultiviranih in v Sloveniji gojimo večinoma samo 2 vrste fižola. To je navaden fižol, to je tak, kar ga poznamo vsi, češnjevci in tako naprej. In pa laški fižol, to je bolj večkrat predelno, ima veliki imen, žohar, keber, kaj ste, leščar, vse sortamo rečejo. Tako da to so vrste sort, imamo pa v Sloveniji približno 1000 raznih, tako da smo res ena velika fižolova dežela in se mi je zdelo zelo zanimivo, da ohranjamo tudi to našo kulturno dediščino, kajti tudi to je nekaj zelo specifičnega in zelo našega. V knjigi sem zaobjela 69 receptov. In v teh receptih sem želela prikazati predvsem ideje. Vsi recept je super, ko ga vidiš, ga prebereš in je tudi krasen, ko ga narediš. Ampak če kdo kakšne sestavine ne mara, dajte si duška, zamenite s čim drugim, dodajte svojo fantazijo, svoje ideje. Jaz vedno pravim, recept je tisto, ki ti prinese neko dobro idejo, mi smo pa kreatorji v svoji kuhinji in je super, da se
upamo in drznemo narediti kaj drugače. V tej knjigi je zaujetih tudi neki poglavi, pričenjam z domačimi temelji. Zakaj? Zato, ker se mi je zdel, da se starejša populacija kar obvlada te stare ljudi. So mame že prenesle znanje in tako naprej. Mlajše generacije, predvsem pa mestne generacije, da nimajo pojma o tem. Sicer vse po vrsti kar rade jejo te domače jedi in tudi rečejo, gremo na deželo, barbabici, parteti in tako naprej, ampak jaz do pred kratkim sem mogla mojega sinova naučiti, da ričet ni tisto, kar damo v ričet, ampak da se tisto reče jašpred. Ker ni nemislen, zato ker nikoli ne govorimo o temu. Tako da in se v tem poglavju predvsem ukvarjam s temi slovenskimi jedmi, tisto, kar res imamo značilno za nas. Najbolj prepoznavno za naš konc je trojka, v tem koncu ne vem, jo poznate, jo ste kdaj kuhali. Ker ko sem jaz prečevala to trojko, sem jo našla tudi na Štajerskem. Trojico so ji rekli nekje, mogoče pa severnoga, celo na Primorskem. In to ni nekaj nenavadnega, ampak to smo imeli vsi doma. Kolerada je naša, krompir je bil naš, fižol je bil naš. Ali pa repa. Nekaj, kar je bilo, to se vrlo v noc, to se je kuhali. No, ampak tale trojka je taka ena super juha, jo priporočam, da jo probate. So pa vse te domače jedi posodobljene. Kaj mislim s tem povedati? Da so prilagojene današnjemu okusu. Manj slano, manj sladko, manj mastno, kar je logično, naš način življenja je drugačen, da se nekako ne moramo prvoščati, da bi jedli tako močno hrano, ker ni več primerna za naš način življenja. Potem naslednjo poglavje so seveda juhe, razne juhe, pri nas je najbolj prepoznavna ta klasična fižolova juha, v katero smo nekaj zakuhali. Drugače pa te juhe so razne, tako da so ideje tudi takšne juhce, ki so lahko kot samostojne, a hkrati niso enoločnice. Na kar potem gremo seveda še naprej v razne solate. Fižol brez solate, solato brez fižola si že danes kasajno težko predstavljamo, je kar fajn, da zeleni solati, da ne govorim zeljnata solata s fižolom, črna redko s fižolom. Potem pa gremo tudi še na nekaj bolj drugačne stvari, mogoče, ki jih ne poznamo toliko, kot so recimo mafini s stročnim fižolom. Zelo zanimivo, slani, izjemno dobri, sploh za otroke, ko če treba na hiter kaj narediti, se mi zdi super jed. Pa recimo pečene paprike s fižolom, rata pena mesa, krasno s fižolom, z malskih somnota, zelo zanimiva, super kombinacija. Razne testenine z radičem, belim fižolom. Jaz sem zelo rada ričoto s fižolom. Dela kdo ričoto doma? Se kdaj spomnite, rižoto vsi delamo, vsi vemo, kaj je rižota. Tako, ričota je pa na isti način, kot se dela rižota, samo da na mesto rižo uporabimo jašpren. Probite, super je. Mogoče še ni toliko pri nas doma ta jed, ampak lahko delate na čisto isti način kot rižote. No, potem pa sem v knjigi zajela še nekaj z mesom in z ribami, kot neke priloge, da je zanimivo. In pa seveda smo šli pokukati tudi v druge dežele, kaj pa tam pripravljajo s fižola in ta poglavje govori, fižol govori 100 jezikov, kamor sem uvrstila tudi prebranac, pa pasulj, čeprav smo ga že posvojili, pa kar da je naš, ja pa ni, ne. Ni slovenski, je pa seveda zelo dober, zelo fajn. Na koncu se lotam tudi nekih zadev, kot je fižol zmore vse. Tukaj je ta poglavje, kjer se pojavi moja torta, kjer se prvič pojavi prav za potrebe te knjige fižolova potica. Če imate radi potice, če jih radi pripravljate, probite. Boste presenečeni.
rdečimi. In na koncu ta štrukelj, recimo s pehtranom, jaz sem ga pekla, lahko bi se tudi kuhal, je malo drugačen, v Sloveniji poznamo večinoma kuhane štrukle, ampak tudi pečenje je lahko super in krasen in nekaj nove, nekaj drugačnega. Tak štrukelj je lahko samostojna jed, pa ena skleda solate, lahko je pa kot priloga k kakšnemu mesu namesto krompirja, svaljkov ali podobnih zadev. In na koncu, ker nismo vedeli, kako ne zdaj ločimo, mesmo že potico, pa torto, pa že vse, katerih sladkorij je že bilo, ampak smo rekli, ne pa na koncu je bil pa po glavi še bolj sladko, ker smo se pa res lotili takih sladkarij iz fižola, kot so razne rolade, fižolova pita, ki je vrhunska, to vam tudi močno priporočam, mafine, seveda tokrat v sladki obliki in pa na koncu tudi sladoled. Na tej knjigi sem premenila, da sem predstavila 18 sort fižola, pa bom povedala, kako sem jih zbrala. Zbrala sem jih tako, da se vse te sorte fižola lahko kupijo. Se pravi, ali v kakšnih večjih velegavnicah ali pa na tržnicah. Vse dobijo. Tudi na teh ekoloških tržnicah, ki se zdaj veliko daje poudarka na različne sorte fižola, ki se gojijo. Ker se mi zdaj to edino smiselno. Če nekdo bere neki sorti fižola in hoče nekaj skuhati, je mora biti takšen, da lahko paš ne, da bom rekla, da ste to pogoji gospa Franska iz ne vem kje, katere vasi, ne? To je zdaj pa zelo težko pride do taska fižola. Edin tak fižol, ki ima pa protekcijo, ki se je tukaj noter znajde in se ga ne da kupati, ne v trgovinah, ne v tržnicah, je pač naš rigoča. Ja ne vem, ne bo rekel, da samo zase držite, pa ga nošete z rok. Pa ni čistko, mi bi ga zelo rada z rok, ampak ne rodi tako veliko, da bi ga lahko toliko predelali, da bi bilo za večjo prodajo. Pa bom tudi povedala, zakaj ga ni več. Ta fižol je zelo dobro uspeval v naših kancih, ker je bil krompir višji včasih in koruza nižja. In on je vmes so ga sadili in on krasno se uspenjal. In ko so krompir pobrali, še koruza bila, da je mu dajala oporo. In je zelo pozorno, šele sred septembra se pobira. Večinoma je fižol 10. augusta, že vsi imamo fižol, ne? Ribenčan se ne da, mora biti spet nekaj posebno. Ker potem po vodi, ne, sploh po drugi svetovni vojni, smo pa dobili nove sorte krompirja, koruze in tako naprej, da revež bogi ni imel več opore, ni imel vlage. In ker ni rodil, ker ni imel tega, so ga začeli opuščati in so začeli seveda pridelovati druge sorte fižola, ker poanta ni bilo to, da zdaj gojimo ribenčana, ampak da imamo fižol, da ga imamo kaj za usta dati, ne? Tako da, ampak k sreči, no, smo ga obdržali in imamo tudi nekaj vzorčkov, tako da ga boste lahko vidite. Humor. Ribiški humor je poseben, specifičen, drugačen. In ko sem delala to knjigo, sem rekla, kako je lahko kuharica drugačna, kako lahko naredi nekaj, da ni tako, kot so vse ostale knjige. In sem rekla, pa že ko ohranjam to kulturno dediščino naš fižol, kaj pa če bi ohranjala tudi naš narečje in naš humor. In sem prišla na idejo, da pri vsakem receptu od spodaj damo en pregovor v ribniškem narečju. No, pa moja torta je pa en pregovor, ki ga je vedno povedal star oče od mojega moža, ki je bil še fant, pa še mlad tak. Ni bil še goden za žence. Pa mu je rekel dedek. Je rekel, veš kaj, upavata se žena. Je pa fino, da te tudi rada imajla. Morajš gajda. In to je kar res. Ne za na konec, mogoče naše to povem, da se je, sem da zelo vesela, da se je knjiga po oceni strokovne komisije za knjigo leta uvrstila v finalni izbor, to je 20 najboljših knjig leta, s čimer sem da zelo vesela, da so prepoznali tudi to ohranjanje kulturne dediščine.
In tam ste videli en zemljevid na koncu, nekaj razložim. Pred kratkim so na Dolenjskem, tukaj v Trebnjem, en zavod se je lotil prvega kulinaričnega zemljevida Dolenjske. In na tem zemljevidu se je znašla poleg seveda repe s fižolom ribenčanom, ki je značilna za ribnico, tudi moja fižolova torta, tako da tudi torta dobiva svoj prostor v kulinariki na Slovenskem. Toliko z moje strani. Spisane so mnoge palice fižolu in veseli me, da smo danes lahko prisluhnili tudi tej knjižko važeni. Gospe Škrabec se zahvaljujem za predstavitev v naših knjižničnih prostorih in želim še veliko kulinaričnih navdihov ter ustvarjanje palete jedi iz predstavljene stročnice. Dragi obiskovalke in dragi obiskovalci, s tem pa današnjega druženja še ni konec. Vabim vas v gostitvi, druženju in klepetu. Za vse nadaljnje kulinarične in kulturne izzive pa je predstavljena knjiga na voljo za nakup. Tako kot je zabavno kuhanje, naj bo tudi prebiranje in uporaba receptov ter okušanih izdelkov.